Zdaj uporabljajo pse za posiljevanje zapornikov v najnovejšem IQ testu, ki ga nekateri izmed vas niste opravili, ker mislite, da je to res. Saj je o tem poročal New York Times. In če še niste slišali za to zgodbo, imate srečo. Ali pa morda živite pod skalo. To je bil članek New York Timesa, ki ga je napisal Nicholas Kristof z naslovom Tišina, ki spremlja posilstva Palestincev. In kot vemo, seveda, ljudje tam zunaj vztrajno trdijo na vsakem koraku, da Izraelci posiljujejo Palestince, bla, bla, bla. In ta človek je napisal ta članek. Ko rečem, da je ta članek dobesedno eden najslabših primerov novinarske integritete, kar sem jih kdaj videla, tega sploh ne morem izreči z resnim obrazom, ker sem popolnoma osupla. Obstajajo ljudje, ki dejansko verjamejo, da je vladna strategija, vojaška strategija Izraela trenirati pse, da bi nato posiljevali Palestince. To je tak test za ljudi z nizkim IQ-jem. To je res tak test za ljudi z nizkim IQ-jem. In resnično zdaj mislim, da je svet razdeljen med ljudi, ki so nasedli temu, ker jih je tako enostavno manipulirati, in ljudi, ki preprosto vidijo, kako nora je ta manipulacija postala. Ali sploh želite prebrati ta članek? Naj ga preberemo. Seveda se začne s tem, da je posilstvo najpomembnejša stvar, za katero moramo skrbeti, kaj ne? Ker nas ne zanimajo posilstva o tolpah za spolno izkoriščanje, ko prihajajo od istih ljudi, ki financirajo celotno palestinsko stvar, takrat nas to ne zanima. Ampak seveda, preprosto rečeno, ne glede na naša stališča do bližnjevzhodnega konflikta, bi se morali znati združiti v obsodbi posilstva. Tako se začne. Dobesezna, popolna manipulacija že na samem začetku, takoj od začetka. In zakaj pravim manipulacija? Zanimivo se mi zdi, da je ta članek izšel ob popolnem času, res popolnem času. Točno ob istem času, ko je izšel resen članek, ki govori o tem, kaj se je dejansko zgodilo 7. oktobra. Veš, ko Piers Morgan izda izjavo, da je bilo vse skupaj popolnoma grozljivo in še huje, kot smo že vedeli, za kar nisem mislila, da je sploh mogoče, vključno z jasnimi dokazi o grozljivih spolnih zločinih Hamasa, ki jih njihovi zavedeni zagovorniki prav tako zanikajo, potem veš, da je to res, res hudo. Zdaj opozorilo glede občutljive vsebine, ker ne bom pregledovala podrobnosti tega, ampak si oglejte ta članek v Daily Mail, če želite razumeti, kaj se je v resnici zgodilo. Ampak, ko ta članek izide, ki je največje razkritje vsega, kar se je zgodilo 7. oktobra, in res mislim, da je preprosto grozno. To niti približno ne opiše situacije. Niti približno ne opiše. Hkrati se New York Times odloči objaviti ta čudovit, lep članek o tem, kako Izrael uporablja pse za posiljevanje Palestincev. In iskreno, to je preprosto izjemno patetično. Na mnoge načine ne vem, ali sem vesela tega članka, ampak mislim, da so šli tako daleč v svoji norosti, res tako daleč v svoji norosti, da nam samo dokazujejo, da imamo prav. Veš, vsake toliko časa pridejo z nečim, kar bi lahko bilo prav, lahko pa tudi narobe. In zato ljudje niso prepričani, kje sploh stojijo glede celotne zadeve. Ampak včasih gredo tako daleč čez vse meje, da si vsi mislijo, očitno nam brezsramno lažejo. Mislim, zdi se mi skoraj tako kot ta slika, ki jo je objavil Max Nordau. Izrael trenira zlate ribice, da bi masturbirale arabske zapornike. Kaj ne? In to je dokaz. Z umetno inteligenco ustvarjena slika zlate ribice, oblečene kot Izrael. Tako se to zdi. Trenirajo pse, da posiljujejo Palestince. Kako nizko lahko padeš. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback, jaz sem Miraka, vaša gostiteljica. Pravkar bomo slišali, kaj ima Scott Jennings povedati o tem, ker ima, hvala Bogu, veliko za povedati. Ampak najprej samo nekaj hitrih besed naših sponzorjev. Moramo govoriti o Medicare, ker če ste vključeni v Medicare, pomislite, kako ste izbrali svoj načrt. Ali je kdo primerjal vse možnosti in vam pomagal najti najboljšo izbiro glede na vaše zdravnike, recepte in potrebe, ali so vam samo dali nekaj načrtov in rekli, naj izberete. Za večino ljudi je žal druga možnost prava. In zato vam želim povedati o Chapter, ker je Chapter drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, ne samo tiste, ki jim najbolj koristijo.
Pregledajo vaše zdravnike, vaše recepte in vaše prioritete, ter vas nato povežejo z načrtom, ki vam dejansko ustreza. Njihovi svetovalci prejemajo fiksno plačo, zato vam resnično ne vsiljujejo določenih načrtov. Tam so zato, da vam pomagajo sprejeti pravo odločitev. Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali, če pa ne, vam bodo pomagali zamenjati. Lanski upokojenci, ki so zamenjali načrt preko Chaptera, so v povprečju prihranili več kot $1000. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali nekomu, ki ga imate radi, lahko prihrani veliko denarja in stresa. In to je tisto, kar nam je pomembno. Če imate starega starša ali ljubljeno osebo vključeno v Medicare, se to res splača preveriti. Pokličite na 610 680 3337. 610 680 3337 in začnimo varčevati že zdaj. Sem za revolucionarne izdelke, ki so pripravljeni razbiti nore monopole in tipe kot je New York Times. Mislim, New York Times mora za to plačati, ampak poglejmo, kaj ima Scott zapovedati. In potem imaš New York Times, ki je objavil nič manj kot krvno obrekovanje proti Izraelu. Napisal ga je tako imenovani novinar po imenu Nicholas Kristof, eden njihovih izbranih piscev pravzaprav. Članek je objavljen kot, citiram, mnenje. Sklicuje se na diskreditirane pristaše Hamasa. To je običajna brozga za opravičevanje Hamasovih teroristov. Ta članek v New York Timesu celo vsebuje trditev, da je Izrael treniral pse, da bi posiljevali Palestince. Naj to ponovim. New York Times je na prvi strani objavil nemški članek, ki je vseboval anonimno, nepreverjeno trditev brez prič, da je Izrael treniral pse, da bi posiljevali ljudi. Prisežem, na tej točki opravljajo umazano delo namesto nas. Kot da jih sploh ni treba diskreditirati. Sami se tako slabo izkažejo. New York Times in glavni mediji to dejansko trdijo, kot da bi kdorkoli z možgani res verjel, da je to res. Zdi se mi smešno. Res. Hvala. Končno, hvala, ker ste dokazali, da imamo prav. Dobesedno opravljate vse umazano delo namesto nas. Ampak v trenutku želim pregledati dejanske obtožbe, ki so bile podane in zakaj so popolnoma nesmiselne. Ko to izrečem na glas, se počutim neumno. To mnenjsko besedilo je bilo objavljeno dan pred tem, ko naj bi bilo javno objavljeno poročilo o preverjenih spolnih zločinih Hamasa. Pred meseci je civilna komisija, ki je pripravila preverjeno poročilo, pristopila k New York Timesu s svojimi ugotovitvami o teh spolnih zločinih Hamasa. New York Times je rekel, ne hvala, niso jih zanimali ti dokazi. New York Times je vedel, da bo to prišlo na dan in vedeli so, da bo ta zgodba slaba, grozna za Hamas. Torej, kaj so se odločili narediti večer prej? Objavili so to nesnago od Nicholasa Kristofa. Dobesedno, popolna nesnaga. Prav. Pojdimo torej za trenutek skozi to, prav? Joj, to je iz Honest Reporting, ki pogosto odlično razčlenijo stvari. Torej, New York Times je objavil eno najresnejših obtožb, kar si jih lahko predstavljate, proti Izraelu, trditve o sistematičnem spolnem nasilju, vključno z nenavadno zgodbo o porenju in izurjenih psih za posilstva. Preverimo vire. Kar smo našli, je novinarska malomarnost. Ni mogoče. Najprej sami El-Sai, ki ga je Nick Kristof predstavil kot samostojnega novinarja. No, New York Times vam tega ne pove. El-Sai ima dolgo zgodovino poveličevanja teroristov na družbenih omrežjih. Kristof opisuje grozljive podrobnosti o bruhanju, krvi in zlomljenih zobeh, ter dovoli El-Saiju, da trdi, da so ga aretirali, da bi ga prisilili postati ovaduh. V resnici je bil El-Sai že leta 2016 zaprt zaradi hujskanja. Njegova aretacija leta 2024 pa je bila ponovno zaradi hujskanja. Njegov lasten Facebook pojasnjuje, zakaj. El-Sai je povedal, da so ga prosili naj postane ovaduh za izraelsko obveščevalno službo in verjame, da je bil namen njegove aretacije in zapora v okviru upravnega sistema pritisk nanj, da bi privolil, ker je bil ponosen na svojo novinarsko profesionalnost. Dejal je, da je to zavrnil. Ko so ga vrgli v celico, je ugotovil, da je bilo mesto, kjer je bil posiljen, uporabljeno že prej, saj je našel bruhanje, kri in zdrobljene zobe drugih ljudi. V redu. Tretjič. Marca 2023 je El-Sai objavil zapis o Amirju Abu Kaju in ga imenoval naš mučeniški princ. Abu Kaj ni bil le naključna žrtev. Bil je ustanovitelj in vodja bataljona Tulkarim, teroristične skupine, ki je stala za več smrtonosnimi napadi, vključno s tistim 30. maja, ko sta bila v bližini Hameša ubita izraelski civilist. En častnik IDF je bil ubit in 10 ranjenih, 4 izraelski vojaki ubiti, en vojak ubit, še en huje ranjen. Zveni kot čudovit človek.
Decembra 2023, le 2 meseca pred aretacijo, je Al-Sej objavljal videoposnetke in fotografije, s katerimi je slavil oborožene borce v taborišču Nuršam. 16. decembra lune taborišča Nuršam prikazujejo teroriste v taktični opremi, prav? Spet verjamejo besedam verodostojnih novinarjev, ki so v resnici samo teroristi. 8. oktobra 2023, dan po pokolu, je Al-Sej zmagoslavno objavil o zeleni zastavi, ki plapola čez Zahodni breg na taborišči njegovega okupatorja in njegovimi tanki ter krasi čela junaških borcev. Medtem ko so Izraelci še vedno šteli svoje mrtve in ugrabljene, je novinarka Christopha Soros odkrito poveličevala napadalce 7. oktobra kot junaške borce pod zastavo Hamasa. Ali New York Times to videl, to skril? Ali pa se preprosto nikoli ni potrudil pogledati, se v članku nikoli ne pojavi. In katerakoli možnost je resen novinarski neuspeh. Ja, ljudem bi morali povedati, če je oseba, ki jo citirate, terorist. Kakorkoli. Še pomembneje pa je, da je podal 2 različici svoje zgodbe o zlorabi. V začetku leta 2025 je Baca mu dal podrobno pričevanje o svojem pridržanju. 3 stražarji so ga pritisnili ob tla in mu nekaj trdega potisnili v anus. To so ponovili 6-krat, mu na zadnjico zlili neko tekočino, se smejali, ga zafrkavali, pretepali in brcali. Zdaj pa je v kolumni New York Timesa zgodba nenadoma dobila nove filmske elemente. Stražar zakriči: "Daj mi korenje!" In naj bi uporabili korenje. Nekdo reče v hebrejščini: "Ne fotografiraj", podrobnost, za katero zdaj poudarja, da jo je razumel. Stražarka ga prime in reče: "To je moje", nato pa stisne. Čudno. Stražar se ustavi, da bi si privoščil cigareto, medtem ko on leži in krvavi. Kasneje odkrije bruhanje, kri in polomljene zobe drugih ljudi. Zakaj v njegovi prvi izjavi manjkajo ti izjemno specifični travmatični detajli? Korenje, dialog stražarke in opozorilo v hebrejščini glede kamere. To niso podrobnosti, ki bi žrtve nekako pozabile. Članek se močno opira tudi na aktivista iz Hebrona, Iso Amroja, vendar se je tudi njegova zgodba sčasoma spreminjala. Amro je rekel, da je bil, kje je to? Amro je dejal, da so mu med 10-urno pridržanjem grozili s spolnim napadom. Zdaj pa je predstavljen kot že uveljavljena žrtev spolnih napadov, brezhibno vključen v domnevno širši vzorec. Prišlo je do velikega premika od grožnje do nesporne žrtve, brez kakršnekoli razlage, kaj se je spremenilo, kdaj ali zakaj. Katera različica je resnična? Christoph tega ne vpraša. Naslednja težava. Dokazi v članku za izraelsko politiko spolnega mučenja se močno opirajo na navedbe organizacije za spremljanje človekovih pravic, kot da bi šlo za nevtralnega nadzornika. V resnici ima vodstvo Euromeda dokumentirane povezave s Hamasom in dolgo zgodovino skrajnih, nepotrjenih obtožb proti Izraelu. Junija 2024 je celo trdil, da Izrael urja pse, da posiljujejo zapornike. Ista grozljiva obrekovanja so se ponovila tudi v Christophovem članku. Ni bilo niti kančka verodostojnih dokazov o kakršnemkoli sistematičnem programu urejenih psov za posilstva. In glede na biologijo in vedenje psov je opisani scenarij sam po sebi neverjeten kot ponovljiva nadzorovana praksa. Prav? Za trditev o psih posiljevalcih se Christoph celo sklicuje na Shal Ben Efraim kot na avtoriteto. Ista Shal Ben Efraim je zapustila UCLA po več obtožbah o spolnem nadlegovanju zaradi neprimernega vedenja do mladoletnikov. Nato pa se je iz neuspešne akademikinje preobrazila v geopolitično analitičarko, humanitarno aktivistko, bla 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 bla. Do zdaj je vzorec težko spregledati. Ključni viri, katerih javna zgodovina na družbenih omrežjih zdaj odkrito kaže podporo terorističnim skupinam. Zgodbe, ki sčasoma postajajo vse bolj senzacionalistične, močno se zanašajo na nevladno organizacijo povezano s Hamasom, ki ima zgodovino divjih in nepotrjenih obtožb, ter najbolj šokantne trditve, ki temeljijo na anonimnem pričevanju brez trdnih dokazov. Ljudje, to je tako nerodno. Ampak kot veste, vedno menim, da so antisemitizem in te krvna obrekovanja vedno le pokazatelj tega, kako se ljudje sami obnašajo in kaj počnejo. Razlog, da so uspeli vse skupaj povezati z živalmi in posilstvi ter zato okriviti Jude, je v tem, da to sami počnejo. Ne, Christoph, ampak očitno ti psihopatski ljubitelji islamističnih teroristov. Koze, psi, vse je isto. Mislim, da je bilo to za dober smeh, nekako žalostno, nekako nesrečno, da v tem trenutku širijo te krvna obrekovanja, ampak resnično dosega že smešno raven. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost glede te zadeve.